Prešeren, Kosovel, opazovalnica, Jure Godler. Tomič. Ta glas pa poznam. Kako, res? Mama. Škaj fora, jaz se zelo opravičujem, jaz ne vem, kdo je to poslal. To je prvič mi je ratal zbrklat. Ne vem, kdo to je. Tako da prosim. Ja, shranil si fajl? Aha, shranil je fajl. Več ga pa ne zanima. Ampak je treba razumeti, ljudje božji, to je samo klicani dobri človek, ki ve, kaj je dobro, ki rad utiša nasprotno misleče, ki je zelo za svobodo govora, sam Hubertu Požarniku pa ne pusti do besede. Pri takem človeku je možno vse. Ne? To je človek, ki ga tu pa tam napadajo bacili tudi, ne? A ne? Ja, tako da te dva Opravičilo, izvoli. Se opravičujem tema dvema, ki sta to poslala. Prosim, dajte kar v opahelp obrazec, se pravi, paradis.si prišilnica opahelp. Sam napišite, midva sta bila, sam imena bi rad zvedel, da lahko popravim to krivico, ker sem res nekako zajebal. A pa to sta par, ali? 100% sta par. Brat pa sestra. To je kar creepy, če sta Ne brat pa creepy, sestra. pač... Ja, ne, to so te očitni pozivi za menaže trois, kako se to reče. Tega imam pa dosti, da nekaj posliš. Enkrat je pa treba v življenju reči dosti tem norijam. Norijam, ja, tako. Sprav, z bratom pa sestro še nisi bil, ali je to tudi se že zgodilo kdaj? Ne, Anžej, ne vem. Ti bi bil ta, kako bi človek rekel, Ti bi bil kardio tampon med, ne, da se ona dva, a veš, da ne bi prišlo do stvari, ki so proti Bogu in državi. Ne. Ponavadi jaz govorim stvari, ki niso za veter. Škaj, malo si še deliričen od bacilov. A te je tok ta bolezen zdelala zdaj? Kaj je bilo? Jetika? Si preživel zadnji teden v cukrarni? Ja, tako je bilo. Zelo cukrarnasto je bilo, ja, to se bo strinjal. Ja, hvala tem, ki so to mi je všeč. Ja, meni tudi, moram reči. Mislim, če bi bil jaz producent opozovalnice, kot si ti in Tonc, moram reči, da bi bil tok poreden in bi zbrisal tistega tipa na koncu. Ne, zakaj? Ne, bi rekel hvala. Zakaj? Če pokvari. Zakaj ne? Dvigne up to 11. Up to 11 je to. Eterični glas. Eterični glas ima ta punca. On ima tudi lep glas. Ne, on ima glas carinika. A gre stav, da ne en carinik posluša? Jaz gre stav, da en carinik. Carinik pa. Jaz mislim, da ne. Če si carinik in ne poslušaš, še aparatus bi ga si. Cariniki so busy, ker čuvajo meje. Oprosti. Škaj me prizadane? Schengen se ne brani sam, to hočeš reči. Škaj me prizadane, če smo že pri carini? Okay, no, ko se vračam domov. Iz kje? Iz Ljubljane, v Trst. Sem jih hotel reči, ali kontra, nisem vedel. Ne. Bil sem v Italiji, sorry, povej. A to, ko si bil v deliriju? Ne, tik pred tem. Ja. No. Tu imam eno novo pol. No, in se pelem in mi gre tako na živce, ja. Ker dobro, to se je zdaj v 2 letih zgodilo kolikrat. Ne zgodi se pogosto. Ampak se pa zgodi. Lahko rečem, da je bilo to zdaj 3., ampak vseeno. Okay. Me ustavi. Jaz vem zakaj. Zaradi avta. Kam? Domov. Oziroma ona to me vpraša po italijansko, ja. Pa jaz nekaj nazaj rečem. Ne, pa jaz nekaj nazaj rečem. Ja. Kaj rečem nazaj? Pa me gleda čukasto. Il home. Ne, pa vidim, da sem rekel nekaj narobe. Ja. Pa rečem, English please. No, ok. I am going home. Ja, tako, ja. V avtu se spremenim Super Mario. Ja. V avtu se spremenim... just what I needed. Ja. In potni list, ono. Prav potni list daj? Ja. Ne osebne? Ne, osebne. Zakaj mi nimaš osebne? Kaj boš z osebnost? Zaradi tega, da ne rabiš unega zvezka. Jaz sem metropolit. Okay. Metropolitanec. Okay.
Nisi, Okej. okay. Redo, ja. Ti misliš, da si, to je pa se strinjam. Ja, povej naprej. Ja, vidiš, spet bo. Ja. On bo spet povedal, ko je prav. Že Tomič. Ja, hodim v Italijo. V Italijo saj te čutim. 10 minut čez mejo, jaz sem wordly človek. Vse te čutim, ne? Čutim. Ti si pa te knjige ne bomo brali, tega ne boš govoril. Čutim te, ti si čist ein Land, ein Führer, ein Buch. Ja? Ja. Okay. Ti si pa kaj, vlake prevzel. To je bila Mussolini šala, če šajno nisi razumel. Ne, nisem, ampak vredu, zihar so poslušalci. No, pazi. Že to je tako, kot sem imel zgodovino na maturi, ne? To, kot ti. Sploh imaš maturo, kaj ste vi tam delali? 1789. Veš, kako se je folk zgražal nad tem? No, Discord. Se vem, ti si to potlačil. Discord. Poglej, po moje... Hočeš reči Discord-tek, prosim. Discord-tek ima, po moje, tisti del po zadnji epizodi je bil, ko se spomnim, ko sem pa še rekel, guys, dejte v easy do tega človeka. Nimam ga rad preveč, ampak to je pa... Nekje pa je meja. Nekje pa je meja. Okay. No, in se pelem, potni list, v redu. Čak mal, punca. Občine. Na občinah ni Italijana. To so Slovenci. Trst je naš. Automation. Ja, CC. Mini. CC. En človek v njem, ja. Ni prostora ne, za dveh. Ne, no, to si pa zdi ti. Jaz sem hotel reči, ni prostora, da enega Somalica spijem v kufr. Ti si mislil zadnje sedeže, ne? Vem. Jaz sem mislil bolj... Jaz sem mislil bolj to, ne, da bi imel nekoga v avtu. Yeah. In ona hoče od mene potni list, pa kam grem. Pred menoj je pa en razfukan star kombi z romunsko registracijo spustila, brez da ga je pregledala. Če si bil pa všeč. To sem večini, ampak to me pa prizadane. Okay. V državo je spustila grožnjo, migrantsko. Kaj? Romuni so EU. Romuni? A si ti bil v Romuniji? Ne, nisem. A si ti bil v Romuniji? Še tega mi manjka. Okay, zdaj je bil rasizem, Romunke so pa lepe. Zdaj je bil pa še seksizem. A si vse odkljukal? A si dal iz sebe? Nisem odkljukal, jaz sem sam žalosten, da ne morem izkazati ljubezni do žensk, brez da me označiš kot seksističnega. Ja, kaj je težava, ker rečeš prej, da so Romuni grožnja? Ja. Ampak ženske so lepe. To je res, veš kaj fora? Ti si res ta angleški imperialistični etos, ne? Ti ga res nosiš v sebi. Ne vem. Sploh ni kontradal. Ne vem, no. Jaz čisto nič slabega ne mislim. Jaz sam vidim, kaj delajo Romuni na cesti. Tako kot Angleži po celem svetu zadnjih 200 let, vi ste sam dober hotel, ne? Angliži so sam dober hotel, vse niso hotel. Dobro, kaj so po Afriki delali, ne veš, ne? Mislim, tam to je bilo tako. Ampak v redu, to so bili divji časi, veš, koliko je bilo denarja takrat? Veš, koliko je bilo keša takrat? Kje ga je bilo? Ja, tako... Če si krado, ga je bilo veliko, to se strinjam. Ja. Ne, mislim, celoten imperij britanski. Ja, je bil ogromen, ja, to se strinjam. A veš, to so imeli te plantaže. Ti veš, a si gledal Zvonili ste mi, Lord? Ja, sem gledal. A veš, koliko je imel Lord Meldrew, koliko je imel on denarja? Preveč. Ker je imel tiste neke gumo je delo, ne? Gumo, ja, jaz to je. Ja. A veš, koliko to pride denarja? Kaučuk. Ja, to je, ko bi pipo odprl neomejene količine denarja. To je skoraj kot Elon Musk. Skoraj. Ti, koliko denarja mora človek reči, da lahko reče, da ga ima neskončno? Ker pri 1 milijardah lahko reče, efektivno reče, da ga imaš neskončno. Ne šteješ več. Ti ljudje nimajo denarja. Elon Musk nima keša, a ne? Zakaj ne? Mislim, on ima vse v ja, bi še rekel, Elon Musk ne more iti na bankomat. Sej Elon Musk je najbogatejši zemljan, sam Jure. Če ti misliš, da gre on lahko na petrol po fresh sandwich, se motiš. Ti se motiš. Prosim, ne bo to naslov. Elon Musk. Hočem sam reči, da ta folk on nima denarja na računu. On ima delnice
ki si pol sposoja denar, glede na te delnice, zato da mu ni treba davka plačati. To ni isto. To Se pravi, dela o čem Bezos. zdaj govoriš? Tudi, ja. Ampak o čem ti govoriš? A govoriš o nekem normalnem človeku, ki je zelo zaslužil, ki rečeš, da imaš neskončno denarja, ker te so izven serijski. Elon Musk tu nima veze z ničemer. Lahko se mu reče potem za Elona Muska, da ima neskončno denarja. Pa Bezos. Ja, fair point. No, ja, to hočem reči. okay. Ena točka Ampak je. ti si rekel, kje je ta točka? Jaz mislim, da je ta točka veliko prej. Jaz mislim, da sploh ne rabiš do milijarde prijeti. Vidiš, jaz pa mislim, da se motiš. Ker? Kaj pa stane? Ne, čakaj. Imaš 100 milijonov evrov. Čakaj, tam en Bezos, če da za eno jahto 100 milijonov evrov, Ja. razumeš, pol Jo tudi lahko zdržuje, to hočeš reči. ja, pol Če pa svedo, kaj pa smučil si je pa sposodil opremo. No, A to svedo? ne, ni. Slika je bila njega, pa te nove žene. In sta bila, ne vem, Aspen ali ne vem, neko v Ameriki. Ja, tam se gre. Ja, in sta bila tako v nekih italijanska firma, to je bilo tebi zelo všeč, ne pozabil sem, kako se je reče. Neka italijanska firma, ki je tako kombinezon oziroma komplet za smučati 10.000 evrov. Pa sta imela pa pancerje, pa palce, pa smučke so bile polne nalepkice, gore, veš, od rentaskija. Ja, pa kam pa bo? Ja, samo bi jih lahko kupil, pa tam pusto, ne pa tej logiki, ja, če hoče reči, nekomu podaril. Ne. Ampak ja, lej, fair Ja, point. ne, če bi tako delal, mislim, to moraš imeti v naturi in če bi celo življenje tako delal, Ja. bi bil zdaj nek v Sloveniji na javni upravi. To je drugače. V javni upravi. Ja. Jaz hočem reči, če je že to dokaz, da lahko za eno jahto ta denar vržeš, je že dokaz, da ni neskončno. A ne? Ja, okay, Ampak če pa govoriš to je jahta, tvoj nik je jahta. Sploh ne, sam slišal sem nekje. Sam hočem reči, ker se strinjam. Daleč od jahte. Ampak kaj je dražji, kaj jahta? Ja, ne vem kaj je dražje. Veš, kaj je dražje? Zato, ker se mi zdi, da pri zemlji je še zmeraj neka omejitev. Ne? Koliko je BDP Slovenije? Razumeš, jaz to gledam. Na ta način, koliko ima Musk denarja, koliko 300-400 milijard. Ja, kao, nima denarja. Vem, vreden je to. Ja, pa to je pomembno reči. Ja, vem, ampak ti si rekel, si sposoja denar, ne se pravi, lahko, eventually, do tega denarja prije tudi v kešu. Ja, ne da vsega, ne, se glih to je. Ne. Aha. Veš, do vsega ne. No, če pa še X proda, vsega je. Komu? Ja, Sep. Zdaj ga je prodal XAI firmi, ne? Te, ki AI delajo, ga je pač prodal. Grok, to je tako dober. A ti veš, da on meni je res dober? A ti veš? A je res dober, ali ti sam misliš, da je dober? Zdaj se bo vstal. Jo, meni je že žal. ChatGPT sem nazadnje uporabljal mesec pa pol nazaj. Kaj si prešal to na Groka? Ne, full time, ali kaj? Nič ne uporabljam, ker so te vse pustile. Ne, Okay, ker sem obrnil. V glavnem, obrnil sem ChatGPT. Okay, v redu. In kokrat se je zgodil, da mi je nekaj začela odgovarjati, pa pol zbrisala. I'm sorry, I can't talk about that right now. Let's talk about that. Ko si pa sprašal? Ni za vse zadeliti. Ko si pa sprašal, prijatelj? V glavnem, Okay. če Groka vprašaš, Okay. prosim, naštej mi 3 kreativne načine za analno zabavo. Ti jih bo. Recimo, tle sem pač povedal neki on the edge. Analna zabava. To make a point. Razumeš? Ampak ti lepo na začetku napiše. Pomembno je varnost in preventiva za težave, potem je pa se razpisal. Morda poskusiš, lahko to poskusi ta. Ja, tudi solo verzija je bila. No, to je pa zanimivo. Pri solo verziji me pa zanima. Pač. Na kakšen način si pa ti to napisal? Ne, shut up. Za solo analno zabavo. To je pa zanimivo. To si pa ne bi mislil. Si pa ne bi mislil, da to sprašuješ. Ker mislim, da to že veš. Nisi rekel dober človek. V redu, ok. Redu. Ja, Cool. in ti pove. Zdaj le Amazon.it je zdaj le paket tam v skladišču z nekimi plagi, kako se temu reče. Ne vem, o čem govoriš. Odkje pa ti to poznaš? Nisi poročen. V glavnem. A poročenje je pa ne smejo nič kupiti. Kolikor res poznam zgodbe o poročenih ljudeh, je bolj žalost. V glavnem, imaš tako na začetku, te opozori, potem se razpiše, potem na koncu da pa še enkrat opozori. Dej mi povej, je tudi to premalo? Bi celo Groka utišal.
Pa če mu rečeš, ne vem, ustvari sliko seksi ženske. A pa je kakšen, seveda si 18 plus ali pa kaj, a to ve on. Ja, pa si prijavljen v Twitter account, v X account. A nisi? Ja, pa kaj, rečeš, da si 18, rečeš, kaj hoče reči. Ali celo hoče preverbo, recimo, ne? Ja, to pa, stari, to pa ne vem, kako regulirati. Kaj si rekel? Kako regulirati to? Ja, zanimivo. Tebe, tebe sem parafraziral. Jaz sam hočem reči, zakaj se o groku zdaj pogovarjava? Ker je pač bolj odklenen, ne? Ja, zaradi tega, ker dela izpolnjuje svoj namen. Da ti izveš, kako so samo zadevajo analno doma. Ne, pač karkoli. To je slika, ki jo nisem hotel imeti v glavi. Tudi karkoli. Zdaj, kar sem rekel, mi je bilo žal. Ker mi je bilo žal. Veš kaj zdaj pravijo, če si vizualen tip. To je narobe. Ja, mislim, to je pa jaz mislim, da ni narobe, jaz mislim, narobe da ti uživi. Da jahaš človeka, ki se je zmotil. Kaj ti jahaš, pa kdo jaha tebe, je tvoja stvar. Jaz sem sam vesel, da uživaš. Ker izkoriščaš nesrečo človeka. Meni je super, da ti uživaš v življenju in delaš, kar hočeš, dokler seveda si varen. Narobe je. Dokler si varen, tako kot ti je grok dvakrat rekel, če prav razumem. Narobe je. Okay, lahko povem zdaj, pič za podpri, pa dam džingl, ker ga še ni bilo, pa sem že 15 minut. Ja, lahko bi začela z oddajo, prosim. Aparatus.si pošiljnica podpri. Kaj dobite za to? Dobite vsakič dodatno mini epizodo, ki se reče Dopo Barba, ki ni vredna tega denarja, kar pa je vredno tega denarja, dobite pa zdaj že kar, ta spisek moram narediti, zdaj Anže nared, ki boš tole montiral, nared ta spisek. Spisek, se pravi, epizod, ki so samo za satelite, zdaj jih je že koliko so jih, 5 so jih posnela, 4, 5, ne, po moje. Mislim, 4. 4 so posnela, to dobite in pa prvi zveste, ko bo opazovalnica v živo. Aparatus.si, pošiljnica, podpri. Zdaj pa, kaj sem rekla, džingl. Ja, počas. Pozdravljeni v opazovalnici, z vama sva kot vedno. Anže, regulator Tomič in pa Jure, analna zabava, Godler. Samo oklicani dobri človek, to je treba povedati. Jaz vem za dva človeka. Samo oklicani, ne bom rekel tega. Ne, bolj že ne. Jaz vem za dva človeka v Sloveniji, ki sta javno izrekla, da sta dobra človeka. Jaz pa Metod Trovac, bo zdaj rekla. Ne, Urška Klakočar Zupančič. Videla sta javno proklamirala, da sta dobra človeka. Tega javno proklamirala. Kako ne? V opozovalnici si to rekel. Ja, ampak to je samo, ko ti zraven mene. Ti toliko spustiš nivo. Okay. Ti toliko spustiš nivo, ne, da, veš. Ne. Ti si ta plima, ki vidva sta. Tako da sam to bom vrgel na mizo, pa naj si poslušalke in poslušalci naredijo, ne vaju dajo na Wasserwago, pod vaš povedan. A to ti je Grok rekel? Ne, to sem se pač sam spomnil. Wasserwago. To sem si, Wasserwago, pa ti rečeš. Ne razumeš šale. Ja, ne razumeš šale. Za narno za Wasserwago. Ne razumeš šale, razloži mi jo. Ne čakaj, a se uporablja pri analni zabavi Wasserwago? Ne vem, se zelo vprašati, je to Grok rekel. A ja, to je bila mal deep. Vidim, zdaj mal eksperimentiraš z materialom. Koliko je deep, pa ti veš, Jure? Vidim, da eksperimentiraš mal z materialom. Koliko je deep, ti veš, to moraš ti povedati. No, jaz bi rad začel današnjo epizodo z zahvalom vsem satelitkam, ki so prišle v ponedeljek v Maribor. Oziroma, niso prišle v Maribor, to so bile po moje punce od tam. Koliko je bilo tipov? Po prvic? Eden, ostalo so bile satelitke. Tako da se jim iskreno zahvaljujem. Bil je čudovit večer, tebe smo se malo prvoščili. Kaj pa? Ja, ne, sem rekel, ker je rekel podcast, pa je tam ena punca vprašala, ko so bila vprašanja publike. Je vprašala. Pa se sploh o knjigah pogovarjamo, da je stvari. Absolutno. Vse, okay. Mi se o vsem pogovarjamo. Okay. To je celovit večer. A poznaš serijo Evening with angleško? Ja, to je to. In vsakeč je Evening with Jure Godler, v resnici. Ja, mislim, turneja. Okay. To mi dva mogla delati.
Večer s Tomotom in Godlerjem. Ja. In je vprašala, a boste videli res tekla na 60? Ne, najprej je ena vprašala. Zakaj je bil Čajkovski slab komponist? Aha, ok. Pa sem mogel pa zelo enostavno verzijo povedati. Okay. Tistega predavanja. Se pravi, nekdo, ki ni satelit, je to vprašal, očitno, ne? Ker drugače bi lahko gledal predavanje. A ja, vidiš, na to pa nisem pomislil. Ja, vidiš. Daješ za stonkarjem, daješ informacije, Jure. Čakaj mal, a nekdo, ki se bo danes naročil, ki bo to poslušal, po tej jih bo 15 novih naročnikov, da mi sam povej, a oni dobijo link do tega predavanja? Ja, tam je, če gre, ki se logirajo, je tam nekak page, ja. No, to je pomembno povedati. Ker... Ja, to je tudi bonus. Bom to tudi dal na spisek. Mogoče, ja, dej, ker to predavanje za tiste, ki jih to zanima. No. Seveda. To je zelo tehnično Teh predavanje. Teh ljudi je veliko. Okay, pa je pa ta druga vprašala za 60 metrov. Okay. Ja, je pa vprašala, če boste res tekla, pa sem mogel malo pred konteksta povedati za vse ostale prisotne. Ker je bilo tudi tam malo starejših ljudi, za katere vem, da ne poslušajo, da nima niti interneta. Po moje so bolj na TV priklopljeni. Čeprav današnji TV so že priklopljeni na... Ampak jaz sem pa zdaj sam na CRT. Vse so že obdelali. Kakšno komplikacijo sem imel zdaj? No, povej, ajde, da slišim, kaj si zdaj mislil. Kaj sem hotel narediti? Kaj? Ne, bom samo da še to končam. Tako da bi se res rad zahvalil. Okay. Kaj ste se norca z mene delali? Kdo sem rekel, to je podcast, ki delam z Anžetom Tomičem. Kdo ta je? To ta je Tomič, kaj? Pa sem rekel, je bilo tako vprašan, je Slovenc, je bilo tako vprašan. Ne vem, ampak tako zame. Čeprav sem grožnja, tako kot jaz sem rekel, no worries, je Slovenc. Ni Balkanc. Ne, Anže, bi ti se rekel, si Balkanc. Ja, ker so mi Slovenije. Smo vsi. Ne. Nad Savo ni več Balkan, prijatelj. Vem, da je veliko nostalgikov, ki imajo radi, da smo Balkanci. Mi smo Balkanci, nismo. Jaz ne govorim o nostalgiji. Nismo Balkanci. Poglej, zemljevid Balkana. Edina prava meja so Karavanke. Ne. Nad Savo ni več Balkan, kolega. A boš naredil še en poll? A boš naredil še en Google poll? Pa ne glasuje folk. Prosim, ne odpiri tega divjega zahoda Evrope, prosim. Divjega jugozahoda Evrope. Jugovzhoda, Grčija, zibelka demokracije, je Balkan. Ne, odkar ni več filozofov grških. Odkar hodijo na dopust v Grčijo. Je zgubila. No, pazi. Tako da bi se zahvalil z vsem, tako da pridite še kaj... Pridite na te dogodke, da imel občutek, da ga kdo bere. Mene je sam groza, ker količina reklame, ki sem jaz naredil v knjigi Spolne radosti, ker sem mogel en izvod celo podpisati. Spet, kaj? To sem tudi jaz bil priča, ki si mogel podpisati na live, ne na zadnje. Ja, tako. Tako da želim srečo paru, ki mi je... Par je bil, spet je bil. Yes. In kakšen se ti je zdaj fant? Sta rekla, da bosta otroku povedala o tem trenutku. Pa sem si rekel, fuck, Jure, to je pa že odgovornost. Že spet breme, ne? Že spet breme. Ja, pa čakaj malo, človek, vplivaš na življenje nekoga. Se strinjam. A ti veš, kakšen efekt je, če je nekdo prišel s knjigo Spolne radosti, o kateri si ti govoril v podcastu? Ja. Več še nisi naredil želeno. Ja, lahko bi bili zli ljudje, pa bi brali Mein Kampf. Stari, pa bi prišli z Mein Kampfom in bi se začela širiti spet neka mračnjaška ideologija preteklega časa. Ti pa v bistvu samo odpiraš, pač fuks dol daješ za spolnost. Ne? Ja. Tako, ja. Lahko bi brali Das Kapital, lahko bi brali, veš, koliko je še takih? Se glika enačil Mein Kampf pa Kapital. To je ista knjiga z drugim naslovom. Res me. Je. V glavnem, ja, tako da hvala tem. Zdaj pa CRT projekt. Jaz sem rekel, jaz bom dal sam, povej. Jaz imam takole, no, jaz računam na... Jaz ti moram nekaj povedati. Dej. Sorry, o Nolanu. Gledal sem, Rilse sem gledal, zdaj, ker sem bil bolan, velike Rilse gledam. In se je pojavil ta igralec, zdaj nam vejo, komu je ime, ki je igral v Oppenheimerju. Bom jaz vedel. Oppenheimerju je igral
ni bil tok. Robert Downey Jr. Ne, eno od glavnih. En tak, ki je bil tudi že, ki je bil že od najstniških let je igralec. Tak mal bolj pađi model, temen. Vem, kjer. Veš, kjer z nosom. No, ta model. Ja, vem, ker ta je igral tudi v Glorious Bastards, ki je igral. V glavnem vemo, kjer mu misliš, tisti, ki ga prominentno pokaže, se s kremo namaže, preden bomba eksplodira. Mogoče, najbrž, zdaj se ne spomnim. Ni ful znan. Ni ful znan, ampak veš pa, da je, a veš, eno teh igralcev. No? In je kao rekel, ne, da, ker so Oppenheimerja snemali, je tako, in tako zelo off-handedly reče, ja, ker ti, ki si v sceni, ne, in igraš, ima pa Nolan kao portable monitor, da gleda, tam noter gleda, kako igraš, ne, in je bo valjda to Takasijev najbrž, ne. Yes. No, in pa mu je rekel, da mu Nolanu ni bilo všeč, kako je on igral in da je imel ta prvič, ne vem, 14 tajkov. In je rekel, ampak to ni digital, ne. To ni, tle kuraš film, ne. Ja. In je bil čist nervozen in pojekal ta drugo sceno, ki sta snemala, je imel 9 tajkov in je pa je Nolan prišel do njega in mi je rekel, no, saj ni 14, ali nekaj takega. Ja, on ve, kaj bi rad. Ja, on ve, kaj bi rad, ampak hoče reči, zanimivo je bilo, ker je rekel, on ima pa nek portable monitor, sem rekel, to je Takasijev. To je Takasijev. Takasijev je bil njegov propad. Oziroma Takasijev bo ja. njegov propad. Sorry, povej, CRT. Ja, CRT monitor, jaz računam tako, ne vem, da bo meni točki, ne vem, na smrtni posli verjetno, ne? Jaz mislim, da prej, kaj misliš, ampak povej. No, nima veze. Ja. In upam... Odvisno od nivoja analnih zabav. Zdaj si pa rado že... Johnny Carr. Jimmy Carr. Ne vem, Johnny Carr. Nisem fan, okej? Jaz tudi ne, ta star. Jaz njegov stand-up je meni... A si ga gledal ti na 8 of 10 Cats, pa to, ki ima penale vod, pa ti skviz. Tam je Superman on. Iskreno povedano, nisem fan teh oddaj. Ja, okay, jaz sem kar fan. Jaz sem fan resnih oddaj. Okay. Torej, Countdown, ja. Pa čaki. Ampak tudi, ker 8 of 10 Cats da Countdown, ti ni v redu. Ki je Suzy, pa to, tudi tisti nikoli. Okay. Meni je legitimen. Legitimen Countdown je res okay, dobro. Fair point. No, pazi. Te onike, ki imajo tiste komike, pa pol duhovičijo tisti mene. No, tam je meni Jimmy Carr cool, stand-up mi je pa kar nekaj. Ja, kar sem probil gledati, me mine. Mislim, jaz nam kritiziral, sem reči, to res ni zame. Enako, ni zame. Samo to. Klej se pa zelo strinjava. No, in ja, računam na to. Da boš na smrtni posli gledal. Ja, in leta zbiram. To bo dobro. Tako imam USB ključkov, po mojem, tistih tam mehnih SanDisk, ki je tako... Ker sam čist malo val štrli. Če ga daš v računalnik... Tega sem zdaj kupil, jaz tudi. No, tudi za analno pride prav. In imam vse, oziroma... A pa greš na tudi večje USB? Imam ful velik TV serij, ameriških, celih, od 50 let do... Kot naprimer? Do 90. Vse stari, kar je bilo takrat, ker sem enkrat imel ene TV guide. Kaj, Leave It to Beaver, ali kaj? Recimo, God. Have Gun Will Travel, Gunsmoke, Bonanza, Star Trek, Dragnet, vse sorte. Dragnet, koliko je Dragneta, ni Dragneta tako... Ja, pa govorimo o originali, 60. Ja. To, vse, kar je bilo prime time... Sorry, tvoja logika je, ko boš na smrtni posli, boš to gledal. Ja, jaz hočem to gledati ne na računalniku, ampak na CRT. Ampak kaj ima smrtna posla? Ker takrat doš na čas. Ja, pa ne bom takrat, stari, oh my God, pa na smrtni posli si. Ti si v bistvu za dom za upokojence si entertainment rihtaš, srzi pa 40. Ja. Jaz sem že spet tem pršel objet, stari moj. Jaz sem pršel objet. Jaz to downloadam in sem rekel, čak, to je, pa jaz imam en posebej Surface, ne laptop. 1.9 Jure. Jaz imam en poseben Surface, ki je, ne, imam tudi laptop, ampak ta je pa prav ti Surface Pad. Ja, tablico z okni. Ja, pa še tako sem si kupil eno stojalo, tako da, ko sem na fotelju, se tisne štimam gor, sem kot Stephen Hawking. A veš, tako imam monitor zraven in sem že probil te serije, tako gledal, pa sem rekel, to ni ta feeling, jaz to moram spraviti na mojo Brion Vega Algo 11 CRT. Okay. Kako pa zdaj to narediti? In sem našel en... Jaz sem konverter rabaš, to pa ni tako težko, ne?
Čakaj, konverter. Moj ta ima. Ja, S-video, ne? S-video avtrabaš. Ja, S-video ima pa skartma. Ja. Ja, ampak s česa bom jaz to spuščal, jaz rabim nek umestnik. Ja, sej, to ti govorim. Ti rabiš nekaj, ki ti bo digitalen signal spremenilo to. Ja. In sem kupil tako en media player velikosti polovice iPhona, ki ima za 2 USB-ja. Aha. Ampak ima pa samo HDMI, ne? Ja. Ja, in potem sem kupil konverter, ki ima HDMI tu AV, se pravi audio pa video, 3. In sem dal not in je bila preveč dobra slika. To nisem bil čisto zadovoljen. A ja, zato je valjda popeglo, ja, razumem. Ja, pač ti se tako kot DVD. Ni direktno. Ja. Škaj lahko probaš? No, se sem kupil še eno stvar. VDTV, ne? Pa sem pa kupil HDMI tu RF. Daš pa not HDMI pa v anteno, v antenski plak od RTV, od televizije. Je pa slika prava, taka, kako je bila včasih. Zvoka ni. Zvoka ni. Ja, seveda, ker sem sliko čez pele. Ne, če HDMI. Ne, HDMI oboje čez pele. Ne? HDMI pele sliko in zvok, ampak ker ti peleš ven samo RF, ne? Tam pa ne gre zvok. Ziher. 100%. Jaz dvomim, da zna oboje čez spraviti. Vem, kaj misliš, zato TV signal gre čez RF, pa je oboje. Ja, ampak jaz mislim, da jaz ne vem, zakaj to vem, ampak jaz mislim, da to ne boš drugače rešil. Ti boš mogel zvok pripeljati nekako ven, iz HDMI-ja posebej, pa ga spraviti noter v TV. Vse, kar ima, je plak za elektriko, HDMI pa RF out. Ne vem, zakaj to vem, zakaj mi je to tako znano. Wow. Viš, tega pa... Meni se tako ful mi je... Razumem, da ni logično, ker sem se ful s tem ogvarjal, ker sem digitaliziral tiste VHS-e. Ja, razumem. Sem se tudi s tem ful obadal. Ne vem, zakaj mi je to logično. Ne vem. Ker ti vam prav, logično bi bilo valjda, če je uno HDMI, če že konvertaš, vse spel čez. Ne? Ja, bizarno je, ne vem. No, v glavnem to, sem glih sprobil, sem dal DVD, mislim, USB noter, ki imam, ne vem, Zlata dekleta gor. To je en hud sitcom. Je. Smešne, ki so toliko stare, kot mi dva. Ja. Pa so Golden Girls. Una Blanche, ali kaj je že? Blanche je bila starejša, ne, od mame svoje, ki je Estelle Getty. Estelle, ja. No, lej. Toliko tem, no. Ok, a lahko zdaj greva, zdaj pa tako. Dobri ljudje, zdaj bom jaz mal iskren. Mal bom iskren. Prvič, to je prvi del, Anže in Jure pogledata obrazec, kdo bo zmagal na 60 metrov. To je prvi del. Ne bova šla še v stave, ker moram reči, da ste se res potrudili in bova tisto naslednjič naredila. Kar bova pa danes naredila, bova pa samo povedala. Kakšno je razmerje? Rezultat, ok. Kakšno je razmerje? Prvo bom tako rekel, res vas je veliko odgovorili na to anketo, zelo veliko ljudi. In samo en je bil moronko. Razumeš, samo eden je bil nesramen in to do mene, Jure. Tako da sploh ne do tebe. Saj nisem zasledil. Kaj pa napisal? Zakaj ne moreš tako moči? Až to brez veze, da je tako. Ja, okay, hočem se reči, da jaz sem zelo vesel, da je bil tak rejši. Razumeš? Ker to vse je internet, lahko bi bili več ljudi moronkoti, je bil samo eden človek, ki je bil moronko. Ostali ste bili pa res super. In mi je všeč podcast delati za tako. Res, to zdaj zelo iskreno rečem. Se pravi, ko si to rekel, ko si to opazil, si rekel, olej, samo en od vseh teh je bil bedak. Ja. Si rekel, všeč mi je, ko se internet sam regulira. Ne, sem tukaj ga midva regulirala, razumeš? Ne? Mislim, ker midva privlačiva take človeke, ne? Ja. Oziroma tipe, ne? Ki so ok. Ne? Razumeš? A si se glikar butno v mikrofon? Ja, če imaš poslo, ne vem, če so slišali. Če imaš tak. Kaj če? Star. Tak studio. Ok. Zdaj pa rezultati. Ja, povej. V bistvu arabiš. Vprašanje je bilo, kdo bo zmagal v teku na 60 metrov. 66,9%. Smisel, da bo vsaj 69. Ampak ok, sem zadovoljen s tem odstotkom. Že to je, razumi to kot volitve. Kaj pomeni 66? Hočeš reči, da lahko sestavaš vlado? Ja.
Delaš ustavne spremembe. A veš, da to bi pa z veseljem. Najprej bi monarhijo spremenil. Ti, a lahko rečeš, zdaj pa tako. Ne, zdaj pa čak, potencialno, ne bomo več rinili potem, pač zmagal sem in zmagal bom. Veš, kaj me zanima? Če jaz zdaj, recimo, če me neki pič, pa kandidiraš. To je strogo teoretično. Ja, kandidiraš. Pa recimo, da se zgodi tako. Lista Jureta Godlerja. Ali bi dal ime stranki? Ime stranke bi dal, ja. Kaj pa bi, to pa zanimivo, kaj pa bi bil ime stranke? Windsor. Samo šlak ime, kjer hočeš. A z dvojnim vajem. Ja, Windsor. Pač. Da se ve, v kjer smer gre. Ja. In, zdaj, da se zgodi tako, kaj je slogan te stranke? Kaj je slogan te stranke? Lej, hočeš spremeniti v monarhijo, da vsi strašiš Windsor. Ich diene. Služim vam. Ne tako kot te kekci, ki jih imamo 30 let. Jaz služim vam. Nisem prišel na javni zavod, ker sem druge nezaposljiv in bi rad bil poslanec. Služim vam. Recimo, da se to zgodi, pa da imam tako večino kot na zadnje teklovni. In pazi. Ampak a je ich din ali jaz služim vam? Sprav, ich din, pika. Ja, to je imel čar. Ampak to je v slovenščini, ti moraš slovensko rajo prepričati. To je tako, kot DOO imaš lahko tuje. SP moraš imeti pa slovensko. Fluffy, FLUFFY, to imaš lahko. Ne moraš imeti pa Fluffy SP. Recimo, ne vem, kje sem videl besedo Fluffy. Jaz tudi ne. A veš, kaj je fluffer? Vem, hvala. Naprej. Prehiter. Ne vem, zakaj bi to človek. Zakaj so to rabili takrat? Zakaj? A te ne rajca ženska? Porno igralec si. Predvidevam, da zato, ker rad seksaš z nagimi ženskami. Z nagimi? No, nagica, spet bomo tam. A lahko prosim, zdaj pa še ena, preden grem seksati s to seksi žensko. Po vrednosti manj seksi od te, ki bom seksil z njo. Ti pa ne veš, včasih je to vse dlje trajal, najbrž veš. Ta scena, ta scena, kamere premaknem, ta veš, vmes, ne? To gre vse z roke. A ti bi pornič na stativu snemu. Kaj si robežnik ali? Kaj stvar bi snimil s stativa? Teoretično vprašanje. Če bi bila Slovenija tako velika kot Nemčija, da bi Joco Hud snimil porniče. Ne vem, če ga samo to ostavlja. Pa ne, večji trg, večja odprtost. Ena država, ki ima malo več za ponašati se ne samo z enimi prevci, razumeš, pa z unim, kaj je? Kjer? Klovn košarkaški. V glavnem. Prosim, ne en Dončić, to če kdo pozna Dončića. Ne mu vse te, ne en zareže. Jaz še zdaj čakam Hašmani. Hašmani hoče. Ne nekdo zareže vse te disanje Dončića strani Godlerja. Jaz nimam nad s tem. Jaz se distanciram. No, in ti si šel. Ja, in zdaj imam Windsor, ich din, dobiš tako, kot si zdaj dobil 66,9%. Ja, ampak to je brezpredmetno za moje ime. Mene samo zanima, ali bi jaz rabil referendum, da bi rekel Slovenija je monarhija, ne socialno-federativna država, kot je, ampak socialistično-federativna. To ni Slovenija, to je bila Jugoslavija. No, ampak Slovenija je socialna država. Vsi so vse, ni države, ki ne je socialna. Ja, kaj pa monarhija, ni socialna? Seveda, da je, zdaj tudi krona pomaga svojim ljudem, ne? Ja. To sam pomeni, da država pač ne skrbi za svoje pač državljane. Ja, ampak Anglija ne sovraži kapitala. To je razlika. Anže, kaj bi jaz mogel narediti in ali bi to sploh lahko, da eno državo, ki prej ni bila monarhija, je lahko. Od osamosvitve, ne? Z udarom, ne? Mislim, ne vem. Ne. Ustavo moraš spremeniti, ne? To me zanima. Če se to da. 2/3. Mislim, da za ustavo rabiš 2/3 v parlamentu. V parlamentu ali na referendumu? V parlamentu.
Ja, se krha, ta plan, hočeš reči. Ne, zanima me, če bi lahko Slovenijo spremenil v monarhijo in ali bi lahko postal kralj iz nule. Ti lahko rečeš, kot uma modelka, pa modelka sta kraljica, pa kralj Slovenije, veš, kaj dva obstajata. Prosim. Ne poznaš tega? Ne. No, da ti govoriš po Googlu, ker ne vem, kako je ime ženske. Ne, tako da Ki je uradno. kandidirala za predsednika, ki je kraljica Slovenije. Kraljica Slovenije. Dva sta kralj, pa kraljica Slovenije. No, to me zanima, če bi se to dal narediti, da bi rekel, zdaj pa jaz ne bom premijer, pa predsednika bomo tudi. Kaj ga bomo? Kaj ga bomo? Ja, ne, Povej, kaj ga bomo? Rekli bomo, a greš lahko domov. Itak nimamo predsedniške rezidence. In bi spremenil Slovenijo v monarhijo. Ampak, kdo bi bila pa kraljica? Ne, kraljice ni. Sam kralj, to je to. Ja, žena od kralja, ja, lahko se reče queen, ampak ona ni sovereign. Kamila ni sovereign. Seveda, sovereign je on, ja. Charles, okay. Ne? A si se ti navadil govoriti Karel? Grozno. A? Zakaj? A si se navadil govoriti? Zakaj se najdu na Siolu, ne, Sobota info, karkoli je to. Predsednica države bi bila tudi kraljica Slovenije, javnosti znana po... Ok, mi je že žal, da sem začel. Ne bom prevel. Ne, sorry. Kaj to je tvoja? To je tvoja tema. Ne. Okay. Jaz vidim eno žensko nago. Bom sam naslov prebral, pa gremo naprej. Predsednik, to je iz 6. juli 2022. Predsednica države bi bila tudi kraljica Slovenije, javnosti znana po vročih fotografijah. To je to. Mi je žal, da ne bom dal linka do tega. Žal nisem prebral do konca, preden sem kliknil. No. Da, ja, to je bil ta refleksen spomin tvoj. Ne? Vemo, kaj zdaj klikaš v prostem času. Ne, to je zdaj res v mojem okolju. Ena na pol soft porn sličica. No, glavno, nima veze. Ona je bila, jaz se jo spomnim, zakaj? Zato, ker jaz sem delal, ker sem diplomo pisal, sem delal... ta pogled. Ja, sprašujem. Sem delal v volitvah 2008 in sem pač in internetu in to, no, tako je bila tema. In sem zmeraj malo spremljal volitve, kako internet uporabljajo in je ona, mislim, da že pol na naslednjih 2012, mislim, da je ona že kandidirala, no, tako da zato vem. No, ok, nima veze. V glavnem... Ja, viš, to bi jaz me zanima, če bi se to dal spremeniti. Okay. V monarhijo. Kaj bi bil pa prvi, pa gremo pa na Opahel, pa sem pa že na koncu. Ja. Še na Opahel danes. Kaj bi bilo? Kaj bi prva stvar, ki bi jo naredil? Najprej bi nekaj v teh, bi rekel, držav, ne, ko se reče, vladna poslop, a ne, kaj je recimo vila Podrožnik? Kakšno je to poslopje? Protokolarno. Tako. To bi pogdaril najbrž. Ne. Opremo. Popolnoma. Bi prišel z Anglije. Všeč je ta iz Anglije, vse pohištvo iz Anglije. Ja. Okay, všeč so mi prioritete. Ne pomagal bom, uredil bom zdravstvo. Ne. Interdekor protokolarnih objektov. Okay, ja, zdravstvo, ja, kaj bi rekel zdravstvo, folk? Bodite zdravi. Bodite zdravi, ker to je edini način. Zdaj imate groka, vprašajte ga karkoli. Ja, analne zabave. Do antibiotikov. Ja, tako. Kako? Ja. How can I make my own antibiotics? Tako, okay. Rešeno. Zmenen. To bi naredil, pol bi pa izbral nekega premijejko, s njima veze. Mene? Tebe? Ja. Kaj bi bil jaz? Kaj bi bil jaz v tej monarhiji? To me pa zanima. Jaz bi bil unkati mikrofon par King Speechu. To? Tonski tehnik pa za tiskavke. Bi te dal za odnose z javnostmi. To pa cenam. Ker vem, da imaš ta, bi rekel, smisel... Če se me hval. Ja, da imaš ta smisel gladiti, ker res nimam. Ti bi ekscese delal. Jaz bi bil pa kot ta modelka, zdaj pa Trumpu. Nisem jih to mislil, ne? Ampak jaz sem čas neposreden. Jaz, če srečam kretena, mu rečem ti skreten. In pa jaz moram reči, njegovo visočanstvo, kaj moram reči, Jure Godler. Ni mislil resno. Ja, vrhunsko. Ja. Kako dober. Tako zdaj, če gledaš preskonference iz Bele hiše, to je
To si ne moreš zmisliti, una modelka. Ne moreš si zmisliti, kakšne prodaja. To je, veš, kaj zmeraj je spin to bil, ne? Vedno je bil spin. To zdaj je pa next level. Res Kaj je. pomeni spin? Je tako, da obrača stvari, da pač Trump ok izpade. Aha, ok. In je res je, epsko je. Res dober, res dober. V glavnem, hodo, ok, jaz bi bil PR, jaz sem za. Ja, odnosi Vinzor, jih din. Ja, Dobo si voljivca, glikar si dobo voljivca. Začel se je. Ja, Prva domina je padla. po moje, kolikor poznam Slovenijo, ni dvakrat za reči, da mi ne vrata. Zelenski, Šarec, Godler. A? Pride do vojne, pa si ti tako kot Zelenski. Ne, to pa ne. To pa ne, vi ste pa. Ne, bi predal oblast. Če bi prišlo do agresije na Slovenijo in bi se mogel... Ne, jaz bi prodal od Slovenijo. Bi rekel, da se lahko zmenim. Jaz sem že zdaj tega mnenja, da bi bilo treba Slovenijo dati Italijanom, Avstrijcem, Mačanom. Putin napade Slovenijo, Jure Godler je kralj. Welcome! Vladimir, my friend! To je glavno mesto tam, Morska, ti sploh ni več naše, ti si Mačarska. Ti bi že Orbanu vse prodal. Ja. Škaj je sam žalosten? Slabe šale, zato ker je res preblizu vojna. Res je preblizu vojna, ampak ja, me pa ne preseneča, da bi tako razprodal vse. Ja. Pa tako, vsi se sprašujejo, kje je naš kralj, Jure Godler. Pa cut tu, ne? Ja. Cut tu, Capri, trg, eksterior, en človek s kapučinotom. Z brki, pa skapa, make America great again. A ste vi Jure Godler? No, leave door. V glavnem, gremo na Opa Help, če dovoliš par vprašanj, pa na Dopo Barbo. Pozdravljena, piše Okay. Patrik. Okay. Začela me je zanimati fizika. Poglej, Spet vplivaš na ljudi. vendar ne vem, kje začeti. Kot nekdo, ki je dal skozi slovenski javni šolski sistem, ja, o fiziki, sploh o astrofiziki ne vem veliko. Sem kaj pa zdaj to je zelo far-fetched. No, daj preber do konca. Zato se bo na svet obražal na gospoda Godlerja in sicer katere knjige bi lahko priporočal za spoznavanje fizike. Lep pozdrav obema, Patrik. Ja, zdaj je odvisno, po moje se mora človek najprej odločiti, kako ga bo ena stvar zanimala, kot recimo ti pa glasba, ne? Ja. Ker ne veš niti, kaj je ton, pa kaj je lestvica. To vem, lestvica vem, kaj je tudi ton, vem kaj. Dore, mi Pa kaj je interval. Klej si me že zgubil. Ne, Pri intervalu si me že zgubil. To je zdaj tako, kaj je rekel. Odgovor je 5. Ja, je. Mal si late to the party. To je tako, Tega konja bom še dolgo. Ja. Okay. Ja, to je tako, kot bi ti rekel, jaz bi pa rad fuga študiral. V takem razmerju je ton, pa interval, pa lestvica napram fugam, Okay. kot je fizika, pa astrofizika. Okay. Jaz so astrofiziki in vem, mene fizika zanima. In vem, da če hočeš kaj znati mal bolj, kot je poljudno znanstveno, pa kot ti dajo dokumentarci, Okay. pa kot ti dajo te stvari. Mislim, kaj pa kakšen dokumentarc, to bi bilo dobro vedeti. Ne, nobenih dokumentarcev ni. En YouTube kanal je izjemen, ki se imenuje Eigen Chris. A veš, da je en komentiral nama, en tak, ki ga ti poslušaš. To sem ti pa pozabil reči. En jaz, kaj? Ki ga mi dva poslušava, da bom šel zdaj pogledati, da ti govori, zdaj pogledal, da sem ti pa pozabil reči. En ta tvoj, ki ga ti poslušaš, je videl, da je v zapiskih, se to mu po moje, veš, ima avtomatsko narejeno, ne? In rekel, I couldn't understand anything, but thanks for listening. Mindscape. Ne, ta drug. Ti bom, čak. No, v glavnem. Ja, začeti treba pri začetku, žal. Ker če te stvar zanima poljudno znanstveno, mene če začne poljudno znanstveno zanimati medicina. Okay. Si želim, da mi nekdo na čim bolj preprost način razloži čim več, da bom fasciniran, da bom začuden, da bom rekel, wow, kaj vse to vi počnete, a ne? Aha, ok, razumem. Okay? Okay. Če pa ti rečeš pol v eni točki, ja, ampak mene pa to zdaj mal bolj zanima. Ne? Ja. To je tako, kot je ogromen dokumentarcev o relativnosti, recimo.
Je samo ta osnova razložena. Ja, pa ampak- če hočeš nekaj več vedeti, pa zmanjka. Ne? To hočeš reči. Ti se lahko o relativnosti pogovarjaš na zelo, bi rekel, seksi način, na zelo privlačen način v smislu, ja, veš, bolj hitreje greš, bolj počasneje gre čas in ne vem, pa je paradoks dvojčkov, pa ki sploh ni paradoks, me razumeš, samo je to, ki je atraktivno, če to poljudno znanstveno nekomu razložiš, ker svet No, ampak valjda ni obstaja. tak, Ja, kot je pri naših hitrostih, pa pri naših razumem. Ampak valjda razmerah. pol obstaja knjiga, ki mogoče Kot je pri malo- svetlobnih hitrostih. Se ti pravi, nobene knjige ni. Aha, okay, Ker če se razumem. ti to lotiš od začetka, moraš najprej začeti z Maxwellovimi enačbami. Ker posebna teorija relativnosti je nastala iz Maxwellovih enačb. A ne? Okay. Ker je Einstein pač na kup zmetu tisto, kar je bilo takrat. In je rekel, čakaj, zdaj pa hitrost svetlobe bo pa zdaj konstanta in največja hitrost in potem se vse spremeni. Ampak to so tako imenovane transformacije, če ti hočeš to razumeti, Ja, ti moraš vektorje znati, ti moraš znati to znam. invarianco, kontravarianco, kovarianco, pa te zadeve. To so take neatraktivne zadeve za pogovarjati, se pol v eni točki. In zdaj, zato pa pravim, da se treba najprej odločiti, do katere točke pa bo mene to zanimalo. Okay. Ampak vsemi ti Lahko pa Ja. bi pa mu predlagal, No, da slišimo. boljših knjig ni. Dva človeka sta, ki bi jih priporočil, ker sta tako različna. Okay. So knjige Theoretical Minimum od Leonarda Susskindra. To sem že slišal. Ne? Ja, to je. Okay. On ti razloži tisti teoretični minimum matematike, Ja. da se lahko pogovarjaš z nekomu, ki je pa profesionalc na tem področju. Pa to. Okay. In so 4. Prva je klasična mehanika, druga je posebna teorija, ne, druga je kvantna mehanika, tretja je Do posebna teorija. Wikipedije angleške bo povezava v Ja. zapiskih. Tretja je posebna teorija relativnosti in klasična teorija polja, četrta je pa splošna teorija relativnosti. To bi jaz rekel, da je krasna stvar. Je pa malo lažno, zaradi tega, ker ti te knjige kupiš in si misliš, to je to. In si misliš, tukaj imam. To so samo prva vrata, hočeš reči. Ne, prva vrata, ti moraš tam v vsakem poglavju, odvisno koliko znaš matematike odprej, pa fizike. Gremo reči, koliko je jaz, velik. Aha, ti to ni zate, to pust. Ti pejt na. Jaz sem fisko na maturi še enkrat, ne razumem, zakaj je to tako težko Se razumeti. si vse povedal, to si že dokazal večkrat. Pa zgodovino, pa kaj vse si ti še imel. Ampak hočem povedati, da. Pa nekako jaz ne, groka ne sprašujemo o analni zabavi. Okay. To so stvari. Ni bilo je res zmaga v življenju. To so stvari, ki jih moraš pol še gledati v druge knjige za pomoč, ker pa so integrali, pa so, razumeš, odvodi, pa tako naprej in tako dalje. Če ti te stvari ne grejo, ti bo zelo težko šlo naprej. Fair point. S tem, da kvantna mehanika, ta druga knjiga, to je pa zelo težko. Meni to skoraj nič ni jasen. Bi pa priporočil še knjigo, ki je pa zbirka znanstvenih člankov Johna Bella. John Bell. Ja, imenuje se pa Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics. Niso vsi težki, tam so tudi taki. Okay. Zelo poljudni članki tudi not. Okay, Cambridge vidim. Ta je bil po mojem največji po Einsteinu. Okay. No, še link do te knjige lepo v zapiskih. To. In pa seveda poslušajte opazovalnico, kjer mogoče zveste resnične stvari, mogoče pa sam kaj vprašati groka. Ti povem, kdo je odgovoril, ki je povezan s tem. Kdo? Se pravi, Theories of Everything. Aha, čemu je hungoval? Kurt, piše kle, Kurt. Thanks for listening, I wasn't quite able to make out what you were saying, but thank you. To pa ni bilo avtomatizirano, to je pa pač. Ja, Kurt, tako da očitno je on napisal. Ja, to je tak bolj filozofski. Pa je pa še eden napisal zanč, ne dvomim v zmago, gospod 200 cm plus na 60 metrov pa v emoji mišice. Se pravi, nisi edini, ki je zblojen. Dobro. Še eno vprašanje imam jaz, en je res dober. Živijo Jure in Anže Klicaj. Tukaj 35 let star moški in uporabnik Panda Rice Cookerja že nekaj let.
V zadnjih 20 govorila o copatih, to mislim, da je zdaj že 2 dni nazaj. Jaz bi malo priporočal ortopedske copate, Dr. Luigi. Ne, niso od Nintendo. Za darilo sem jih dobil za novo leto in so prvi copati, nad katerimi sem navdušen. Jaz sem že to googlat in so kar ok. Moram reči, izgledajo Dr. Luigi Medical Footwear. In so, poglej, klele ti jih dan, da jih boš videl. A vidiš to? Crocs. Ne, ja, tako, malo na to foro je, seveda težava je To so cokle, ne? Ne, ni cokle, copati je samo tako malo balorenk narejena, pa odvisen, se ima več modelov. Imajo, no? Škaj meni zgleda? Meni zgleda to tako, kot tiska, vidiš doktorje nositi v... Se pravi, Crocs. Te neke stvari. Ne Crocse, zato oni imajo res te neke trde. No, dakle, čak da napišem, kaj je človek napisal do konca. Se pravi, navdušen bi imel pa vprašanje glede kave. Samo uporabnik kafetier, moka pot, bialeteli, valjda, to je bialeti, sorry. Leave door. Imate izkušnje s tem načinom priprave kave in ali lahko priporočate še kakšno drugo znamko? Janko. Bolje pozno kot nikoli, vendar vseeno, Anže, dober si bil v atmosferci. Hvala, Janko. Okay, Janko je pa človek, ki rad odpira stare rane, ja? Mislim, ni rana. Rana! Kar se mene tiče, ni rana. A jaz bi pa rekel, da ne vem, kdaj si bil nazadnje tako ranjen. Ranjen ne. Povej. Ja. Jaz si večkrat pogledam tisto epizodo. A pa nismo nikoli prosil, če lahko odstranijo. Zakaj bi prosil, da odstranijo? Jaz sem čisto ok s tistim. Uničili so te, ne? Ok, to je ena interpretacija. Uničili so se, tako si mal si bil out of place and time. Space time, out of space time. No, a pa ti se nisi nikoli vprašal pri Star Treku? Kaj? Kaj je bil ti Tech Talk? Veš, ker imaš Tech Talk, tudi pri seriji Andromeda, pri seriji Babylon 5. Ki pač govorijo, da se sliši znanstveno, resnic pa ni. Ja, ampak pri Star Treku pa ni tako. Star Trek ima... Ja, ima pa doskrat podlago. Vem, ker so imeli te konsultante, ki so jim povedali. Ja, Lore Krauss, mislim, da je bil. Obstaja tudi knjiga Science of Star Trek. Pa ni bil to dovolj razlog, da se poglobiš v te stvari. Ker mene ful to zanima. Mene tudi. Zato jaz sem fisko, najbrž tudi zaradi tega šel na maturo, brez zabancije. Ne vem, če veš, kdo je Heisenberg bil. Vem, da je bil Heisenberg. Tako se je pol preimenoval Walter White v Breaking Badu, Jure, to vsi vemo. Ja, pa kaj veš o Heisenbergu? Pa v Schrödingerju. Cat. Pa o Diraku. V Iraku? Dirak. Alo, pa o Pavliju. Veš, to so velika imena. To je klub z najbolj gorečimi navijači v Nemčiji. P-A-U-L-I. Ja, sem Pavli. Wolfgang Pauli je bil matematik, tak debelušen. Kava. Greva na kava. Ja. Jaz imam boljši način za kavo, čeprav jo ne pijem. Jaz sem eno leto, odkar sem v Italiji, sem si kupil pač tam trgovini to in sem si delal kavo na to. In se ti ne da več? Ne da se mi več in sem si kupil avtomat. Seveda. Je pa zelo dobra kava to. Okay. Ker gre para gor in lepo pride ven, ni tista ostudna turška, ki zažgejo, pa ti vržejo, pa ti zoc noter, piješ blato. Ne? Piješ blato. Sovražim. Okay. Tako sovražim turško kavo. Ti? Jaz ne pijem kave. Aha. Pa ti pa še mlek not vsi, pa itak pade dol vse, pa mešiti z zoc. Ok, to je to, grejo do pobarvo. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo opazovalnice.